oblačen, kaj ne vidiš? Ne. Dost imam te folklore noči vsega, naveličal sem se. Pa ne boš rada po 6 letih nehal. Bom, dost imam, folklora staromodna, izkus ista. Poglej, Žan, kaj vse smo se šli pri folklori. Mali in lepi. Res smo bili lepi, smešni, škrbasti, nerodni. Ampak zmeraj si rad nastopal. Ko sem bil mali, zdaj se mi pa to vidi že malo brez veze. Pa poglej in poslušaj, kaj si drugi mislijo o nas in našem delu. K folklori sem prišla, ko sem imela 3 leta. Moj prvi nastop je bil v Rogaški Slatini s punčko. V folklori hodim zato, ker mi je zanimivo, ko plešemo pa pojemo, pa zato, ker se lahko veliko starih navad naučim. V folklori rad hodim, ker plešemo, nastopamo in pojemo. K folklori rada hodim zato, ker nas učiteljice veliko naučijo, so prijazne, se zabavamo. Plešemo, pojemo, se zabavamo. Na nastopih se oblačimo v narodna oblačila, si spletamo kitke. Najbolj se spomnim dogodka, ko smo šli nastopati v Rogaško Slatino. Tik pred nastopom nam je počil boben in smo ga morali zamenjati. Na to se spomnim še dogodka, ko smo šli v Mokronok, ko smo predaleč metali palice in so nam popadale iz odra. Koliko je teh naših folklornikov, se mi zdi, da jih je vsako leto več. Veš kaj, Nada, to pomeni, da dobro delava. Se spomniš tistega nastopa, ko smo jo kje že bo v Rogaški Slatini? Ko smo gudalo razbili tik pred nastopom. Pa ko smo bršljan nabirale, se spomniš? Ja, pa plesal štriki in špagami. Pa kozo piš smo imele. Pa običaja Jurjevo in Gregorjevo. Pa tisto ogromno gudalo. Ja, kaj vse smo se od teh naših folklornikov naučili. Pa še se bomo, kaj ne? Še se bomo, ja. Lepo je. Folklorni krožek v osnovni šoli mi je ostal v zelo dobrem spominu. Saj sem se veliko naučil o ljudskih plesih in običaju naših prednikov na našem območju oziroma v Beli krajini. Velikokrat mi to znanje prav pride na raznih nastopih in gostovanjih s folkloro. Najbolj bi se pa rad zahvalil Kati Kocen-Put in Bernardi Starašinič, ki sta me, če lahko tako rečem, popeljala v svet folklore. Spomini na otroško igranje, petje, lepo belo narodno nošo in papuče ter spoznavanje kulture Bele krajine ima globoko v meni prav posebno mesto. In igranje in petje na velikih odrih pa je zagotovo popotnica za celo življenje. 8 let in še kakšno več udejstvovanja v folklornem krožku z učiteljico Bernardo Starašinič je tako močno zaznamovalo ta del otroštva, da sem se kasneje opisala tudi na študij etnologije in kulturne antropologije. Danes pa sem ponosna mama prvošolčka, ki ravno tako obiskuje folklorni krožek in se uči o belokranjskem izročilu. No? Nisi me prepričala, nehal bo mi pika. Si čula? Poslušaj, ja grem. Pridi čez pol ure pred kulturni dom. V noši. Saj nisi resna. Pred kulturni dom. V noši. Čisto resna. Če boš pal še govoril, da boš nehal, pal ti ni pomoči.
Naj ti bo, ampak to je moj zadnji nastop in pol mi boš dala mir. Obljubiš? Mogoče, ampak ti kar pridi. Bom.